Potem pa kar vabim naslednjega govornika, gospoda Klemna Koširja z Urada za spodbujanje zelenega prehoda z Ministrstva za okolje, prostor in energijo za prispevek o financiranju trajnostne prenove in gradnje stavb iz virov sredstev EU v praksi. Ja, hvala lepa in lep pozdrav tudi z moje strani. Sem Klemen Košir, direktor pravzaprav ene precej nove notranje organizacijske enote na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, se pravi enote, ki se reče Urad za spodbujanje zelenega prehoda. V bistvu smo pa tista enota, ki je pravzaprav izvajalska, izvedbena. Se pravi, mi smo tisti, ki objavljamo javne razpise in mi smo tisti, ki smo pravzaprav skrbniki pogodb o sofinanciranju z upravičenci. Zdaj, zelo veliko je bilo že pred mano strani prejšnjih govornikov povedano, tako da se bom jaz poskušal osredotočiti samo na ključne informacije. Se pravi, na tem slajdu pravzaprav vidite obstoječe programsko obdobje, ki se s koncem letošnjega leta zaključuje, z njim tudi projekti, se pravi, iz obstoječe finančne perspektive pravzaprav večinoma trenutno imamo projekte v izvajanju, od tega so večinoma projekti energetske prenove stavb v lasti občin. Mogoče, kar je tukaj za poudariti, vsota vseh sredstev, ki je bila na voljo v tem programskem obdobju, se pravi nekako za, bom rekel, 8-9-letno obdobje je bilo 134 milijonov evrov in tekom izvajanja smo se srečavali kar s precejšnjimi izzivi, še posebej z, bom rekel, čist izvedbenimi, ne samo težavami, ampak izzivi v bistvu na kakšen način posamezne projekte naslavljati, tako da če gremo kar po vrsti, širši in ožji javni sektor, o katerem je bilo že precej govora, tukaj so bili sfinancirani 3 piloti, mogoče v tem pilotni projekti, mogoče v tem malo več kasneje, ampak tako ožji kot širši javni sektor smo ugotavljali v bistvu kar precej izzivov, tako da v bistvu tukaj sredstva v celoti, če govorimo o celotnem sklopu teh 134 milijonov evrov, ta sredstva v celoti porabljena ne bojo, ampak smo pač del teh sredstev namenili za projekte, ki grejo, bom rekel, lažje in hitreje na obnovljivih virih energije. Nam je pa v bistvu to neka dobra, bom rekel, učna ura, to programsko obdobje v bistvu, da poskušamo sistem bolj optimizirati za naprej. Seveda v celem delu, v celem sklopu govorim samo o ukrepih, ki jih izvaja samo ministrstvo in je v bistvu manjši del, kot smo že danes večkrat slišali, ukrepov na področju energetske prenove stavb, kjer večino pravzaprav spodbuja Ekosklad. Na področju finančnih instrumentov, druga alineja, tukaj smo imeli pravzaprav sredstva tudi namenjena za energetsko prenovo stavb iz pravzaprav gre v večini za posojila. Tudi tu je bila tekom izvajanja programskega obdobja v bistvu višina sredstev ves čas zmanjševana, tako da na koncu v bistvu je ocena, da nekako dobrih 6,7 milijona evrov bomo pač dodelili preko povratnih virov financiranja in ne prvotno. Prvotno je bilo mišljeno še celo 50 milijonov, pol zmanjšano na 25, na koncu smo pristali na 6,73. Znotraj tega dela še energetska revščina, pravzaprav program, ki ga izvaja Ekosklad, o tem ne bi kaj veliko, in pa ta CTN, se pravi projekti energetskih prenov v lasti mestnih občin. Danes je bilo že veliko govora tudi o ukrepih iz načrta za okrevanje in odpornost, se pravi, če so tam projekti v zaključevanje, pol so pa v bistvu tukaj javni razpisi, ki so v teku, kjer v bistvu izbor teče, se pravi, prvo javno povabilo, o katerem je bilo danes veliko govora, gre za energetske prenove stavb izjemnega upravnega in družbenega pomena, se pravi, v tem delu smo na prvo odpiranje prejeli 8 vlog v vrednosti skupaj 23,46 milijonov, skupaj na voljo sredstev je 66 milijonov evrov trenutno. Je pa res, da kot je bilo strani predhodnikov že povedano, na tem delu naj bi se sredstva zmanjšala za dodatnih 15 milijonov. In zdaj to javno povabilo je pravzaprav prvo povabilo, na katerem v bistvu kot ministrstvo na eni strani zahtevamo pravzaprav najprej statično presojo objekta in pa v bistvu za ta del, za druge ukrepe, poleg energetske prenove
same stavbe v bistvu tudi namenjamo določena sredstva. To javno povabilo je v bistvu tudi en korak naprej v smeri, da smo poskušali določiti fiksno ceno, se pravi standardni strošek na kvadratni meter in bomo videli, kako se bo zadeva obnesla. Želimo pa v bistvu s tem trendom nadaljevati tudi v naslednji finančni perspektivi, kjer bi radi v bistvu bistveno, saj financiranje pravzaprav bistveno naredili, bistveno bolj predvidljivo in tudi enostavno pač zmanjšalo upravno breme. Drugi javni razpis na področju energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti, kot vidite tudi pravzaprav prvi rok je že mimo in trenutno na tem delu, za katerega smo namenjali 5 milijonov evrov, nismo prijeli še nobene vloge. Računamo in sondiramo teren oziroma bomo videli, ali bomo tudi na tem delu ustrezno zmanjševali sredstva, kolikor se bo izkazali, da je project pipeline slab, se pravi, da ni pač ustreznih projektov za prijavo na sam razpis. Tretji razpis je nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov, prezračevanje, rekuperacija, tudi strani predhodnikov že precej povedano na tem delu, ker je bil predviden rok prvi pred kratkim, vam trenutno še ne znam povedati, koliko vlog imamo v hiši, imamo jih pa, gre pa predvsem za energetsko oziroma za sofinanciranje tehničnih stavbnih sistemov v stavbah, ki so bile že predhodno energetsko sanirane. Zadnji ukrep, ki je v bistvu vezan tudi na reformo znotraj načrta, je pa sistemski finančni vir za energetsko prenovo stavb ožjega javnega sektorja, o tem je bilo tudi že precej govora, se pravi, poskušamo interno pravzaprav vse premikati v smer nekako drugačnega pristopa, predvsem za ožji javni sektor, katerega bi potem kasneje uporabili tudi na širšem javnem sektorju in sicer zagotavljati nek stalni namenski vir, ki se bo tudi med leti lahko prenašal pravzaprav za javne stavbe, ker kot je bilo rečeno, odstotka doseganja prenove stavb, ki je določen v direktivi, se pravi teh 3% v vseh teh letih ne dosegamo. Na kratko, Evropska kohezijska politika 21-27, ki so ključne razlike s sedanjim obdobjem, se pravi, poleg javnega sektorja se usmerjamo v delu tudi na energetsko prenovo stavb zasebnega storitvenega sektorja. Za ta del smo namenili 15 milijonov evrov, pri čemer pa v tem delu predvidevamo kombinacijo povratnih in nepovratnih virov preko finančnega posrednika. Ohranjamo pravzaprav ukrepe tako za javne stavbe kot za zasebne večstanovanjske stavbe, ohranjamo ukrep na področju energetske revščine in pa mogoče zadnja alineja. V tem programskem obdobju v bistvu smo koristili za ožji javni sektor in pa širši javni sektor tudi sredstva Elena za pripravo projektne dokumentacije. Tudi ta del je v bistvu del, ki nas sedaj sistemsko še čaka, kjer imamo v bistvu namen tudi sami znotraj države v bistvu vzpostaviti tako imenovano nacionalno Eleno za financiranje v bistvu priprave same dokumentacije v programskem obdobju 21-27. Ključni izzivi, kot sem že vmes povedal, se pravi predvsem zapiranje finančne konstrukcije, kar se tiče ožjega in pa širšega javnega sektorja. Kot vemo, naša javnofinančna pravila, še zlasti pa pač fiskalni okvir nekako je sorazmerno rigiden, kar se tiče zadolževanja, predvsem na nivoju ministrstva, ampak seveda tudi posrednih proračunskih uporabnikov. Tako da je v bistvu ena izmed glavnih težav v bistvu tisti sofinancierski delež zagotavljati iz proračuna, ker kot vemo, po sofinanciranje energetske prenove stavb v javnem sektorju poteka večinoma po logiki sofinanciranja 49% upravičenih stroškov investicije iz EU sredstev, medtem ko ostala sredstva se morajo zagotoviti iz samega proračuna. Potem finančni instrumenti, za naprej, kot je bilo povedano, pravzaprav načrtujemo kombinacijo povratnih in nepovratnih virov v tem programskem obdobju in še to v bistvu za zasebni storitveni sektor, kot je bilo lepo povedano strani
gospoda Stegnarja že prej, v bistvu vse analize kažejo, da seveda povratna sredstva ne učinkuje oziroma v našem sistemu za ožji pa širši javni sektor nekako ne pridejo upoštev, zato v tem delu pravzaprav za naprej predvidevamo samo še nepovratna sredstva. Potem pripravljenost in pa v bistvu je ena izmed ključnih zgodb je pa vzpostavitev tega sistemskega finančnega vira za energetsko prenovo stavb ožjega javnega sektorja v prvi fazi in potem tudi za širši javni sektor. Se pravi, to, kar bomo nedvomno mogli doreči, trenutno se gibamo v smer, da bi določena sredstva iz podnebnega sklada zagotovili, ter da bi poskušali pač vzpostaviti, bom rekel, neke vrste pilotni model, na kakšen način bo to potekalo, izbrali neke določene pilotne projekte in potem upajmo to razširili širše. Mogoče, da zaključim s preglednico v bistvu teh demonstracijskih projektov, ki so bili izvedeni. Lahko samo rečem, da izzivov in težav v bistvu pri sami izvedbi je bilo kar precej. Naj pa končam s tem, da so bili vsi projekti pravzaprav dobra učna ura, neka dobra praksa, pravzaprav, da vemo v bistvu, kaj ponavljati in kaj ne ponavljati v prihodnje. Toliko z moje strani, pa hvala za pozornost. Hvala.